Predsednik Donald Trump je zavrnil zadnji predlog Irana, rekoč, da ni zadovoljen in opozoril Teheran, da še ni plačal dovolj visoke cene. Vprašanje zdaj je, ali gre za vrnitev v vojno ali pa za novo rožljanje z orožjem, preden dosežejo končni dogovor. Ostanite z nami, sledi oddaja Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Haston in sem v Jeruzalemu. Alex Trayman je ta teden na poti, v ZDA je v imenu JNS. Alex, glavna novica tukaj, predsednik ZDA Donald Trump je v petek novinarjem v Beli hiši povedal, da ni zadovoljen z zadnjim predlogom Irana za končanje trenutnega konflikta. Poglejmo si ta posnetek. Torej, želijo skleniti dogovor, vendar jaz z njim nisem zadovoljen. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Iran želi skleniti dogovor, ker v bistvu nimajo več vojske in želijo skleniti dogovor, vendar jaz nisem zadovoljen. Tukaj imate predsednika Trumpa, ki pravi, da Iran želi skleniti dogovor, on z njim ni zadovoljen. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Alex, kakšno je najnovejše stanje glede Irana? No, zdi se, kot da se morda znova približujemo vojaškemu spopadu z Iranom in mislim, da je tukaj več različnih dejavnikov. In prvo, kdo je na oblasti v Iranu? S kom pravzaprav pogajate? Kdo ima koristi ali izgubi, če Donald Trump sproži vojaško operacijo v Iranu? V Iranu so morda frakcije, več različnih skupin, ki se borijo za oblast in nekaterim bi lahko koristilo, če bi predsednik Trump začel vojaško kampanjo, saj bi to oslabilo moč drugih frakcij. Torej imate politične frakcije, predsednika Pezeškiana, zunanjega ministra Arakšija, predsednika parlamenta Galibafa, različna poročila o tem, da so nekateri izključeni iz pogajalske ekipe. Galibaf je morda izključen. Arakši je morda izključen, ker ima vzporedne stike z IRGC, torej imate politično frakcijo, imate frakcijo IRGC, oni so tisti z orožjem, nadzorujejo prebivalstvo, in imate tudi verske fanatike in ajatole. In celo znotraj teh treh skupin imate lahko različne frakcije, torej ni jasno, s kom dejansko pogajate. In če ne veste, s kom se pogajate, če začnete vojaško operacijo, to ne pomeni nujno, da bo druga stran pripravljena na dogovor, saj se morda sploh ne pogajate s pravo stranjo. Alex, dan prej, še preden je pregledal načrt, je predsednik Trump dejal, da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za to, kar je storil človeštvu in svetu v zadnjih 47 letih. Mislim, to je precej močna izjava predsednika. No, to res postavlja temelje za ponovno vojaško operacijo. In veš, ali so plačali ceno? Ne vem, kakšna je ta cena, ali kako določiš, kdaj je bila poplačana. Predsednik je prej govoril o tem, da želi doseči določene cilje. Eden od teh ciljev je zagotoviti, da Iran nikoli več ne bo razvijal jedrsko orožje ali imel zmogljivosti za njegov razvoj. Drugi cilj so balistične rakete. Tretji cilj je uran, tisto, kar imenujejo jedrski prah. Medtem pa ni jasno, ali imata predsednik in Izrael načrt, kako pridobiti ta obogateni uran, bodisi s posebno operacijo ali vojaško operacijo. Spomnite se, pred nekaj tedni je prišlo do reševanja vojakov globoko v Iranu. In stezo naj bi, kot pravijo, postavila Mossad globoko na iranskem ozemlju. In nekateri ljudje namigujejo, da je bila ta steza morda priprava na posebno operacijo za odstranitev obogatenega urana. Torej, želite odstraniti uran? Želite tudi odpreti Hormuško užino? Torej, imate vse te različne operativne naloge, ki jih želite izpolniti. In spet ni jasno, ali imajo ljudje, s katerimi se pogovarjate, sploh moč, da izpolnijo katerega od teh ciljev. Alex, hkrati ta teden predsednik Trump zavrača potrebo po odobritvi kongresa za nadaljne ameriške vojaške ukrepe proti Iranu. V bistvu je rekel, da se je ura ustavila s premirjem in da ni dosegel tiste 60-dnevne meje, pri kateri bi morda potreboval odobritev kongresa. Kaj menite o tej potezi predsednika Trumpa, ki pravi, da se je ura v bistvu ustavila s premirjem? No, v Združenih državah imate frakcije na obeh straneh političnega spektra, zagotovo pa vsi demokrati na eni strani nočejo, da bi Donald Trump dosegel kakršnokoli zmago v zvezi s to vojaško operacijo. Ne pozabite, da so bili demokrati tisti, ki so se pogajali o dogovorih z Iranom. Predsednik Obama je podpisal prvotni JCPOA, prvotni iranski jedrski sporazum,
v okviru katerega je bilo v Iran dostavljenih dobesedno več milijonov dolarjev na paletah, gotovina, ki je bila prosto razdeljena znotraj Irana. Poleg omilitve sankcij ste imeli predsednika Bidena, ki je prav tako poskušal doseči nekakšen dogovor z Iranom glede omilitve sankcij. In predsednik Trump je tisti, ki se loteva Irana z vojaškim pristopom. Demokrati pa nočejo, da bi predsednik Trump sprožil vojaško akcijo. Nočejo, da bi mu uspelo, če to stori. Zato ga želijo ustaviti že na začetku. Zato poskušajo uveljaviti zakon o vojnih pristojnostih in pravijo, da mora kongres odobriti vsako vojaško operacijo, ki traja več kot 60 dni. Predsednik Trump je poudaril, da se prejšnji predsedniki tega standarda niso držali in da gre za redko uporabljen standard. Medtem imate republikanski senat, predstavniški dom, pod nadzorom republikancev in ti so zavrnili poskus demokratov, da bi ustavili vojno. Na drugi strani spektra pa imate libertarno desnico, ki prav tako ne želi, da bi bil predsednik Trump vpleten v vojaške operacije. Pravijo, da je predsednik Trump kandidiral prav s tem, da ZDA ne bi bile udeležene v tako imenovanih neskončnih vojnah. Ta vojna je trajala približno 6 tednov vojaškega posredovanja, torej manj kot 60 dni. Predsednik Trump je poudaril, da to podaljšano premirje v bistvu ponastavi uro, pravi, hej, Pripravljen sem zaključiti z vojaško operacijo, vendar če ne moremo. doseči dogovor s pogajanji, se lahko odloči, da ni druge izbire, kot da se vrne k vojaškim ukrepom. Mislim, da tudi če se znova lotite vojaškega spopada, bo ta nekoliko bolj omejen kot prvih 6 tednov vojaške kampanje, ki sta jo Izrael in Združene države skupaj začela konec februarja. Torej, Alex, čez vikend je Iran odgovoril na komentarje predsednika Trumpa in dejal, da je ponovni konflikt med Iranom in ZDA verjeten. To je povedal visoki iranski vojaški častnik. Seveda pa za zastoj krivijo Združene države. Dokazi so pokazali, da ZDA niso zavezane nobenim obljubam ali dogovorom. To je AFP, ki navaja brigadnega generala iranske revolucionarne garde. Obenem je v petek vodja iranskega pravosodja dejal, da Islamska republika nikoli ni bežala pred pogajanji, vendar ne bo sprejela vsiljevanja pogojev za mir. Torej, Iran odgovarja predsedniku Trumpu. Pogovorimo se o iranskih komentarjih. No, zagotovo je vsak anonimen komentar, ki ga navaja AFP, komentar z določenim namenom in nima nujno povezave z resničnostjo. To nima nujno nobene povezave z različnimi pogajalskimi frakcijami znotraj Irana ali Združenih držav, če smo natančni. Kar zadeva to, kako se bo to končalo, vidite, da predsednik Trump skoraj za vsako ceno želi doseči nekakšen dogovor z Iranom. In samo spomnite se, o tem smo že velikokrat govorili, predsednik je dejal, da Iranci nikoli niso zmagali v vojni in nikoli niso izgubili v pogajanjih. Predsednik Združenih držav Amerike, on je avtor knjige Umetnost dogovora. On želi, da pride do dogovora, razume, da bodo Iranci poskušali prehiteti predsednika Združenih držav Amerike v pogajanjih. Torej, kar želi narediti, je uporabiti ves vpliv, ki ga imajo Združene države Amerike. To je grožnja z izjemno vojaško silo in dokazana sposobnost uporabe te sile. S tem je v bistvu pokazal, da Amerika ni papirnati tiger in bo še naprej pripravljen vojaško stopnjevati pritisk, dokler ne spravi Irancev na kolena, da bodo prosili za neko pogajalsko rešitev. In prav tako se zaveda, da je način, kako ponižati iranski režim, ta, da doseže, da pristanejo na pogajalski dogovor, česar pa nočejo storiti. Oni vidijo pogajanja kot način, kako zmagati proti Ameriki. Zato želi predsednik Trump obrniti položaj v svojo korist. Če bo moral uporabiti vojaško silo, da pride do pogajalskega dogovora, bo to storil. Vendar pa verjamem, da si želi, da bi bil njegov zapuščina to, da je prekosil same pogajalce. Torej, še naprej bo vztrajal pri nekakšnem dogovoru, vendar ne bo popustil. Ne bo popustil glede jedrskega programa. Ne bo popustil glede programa balističnih raket, ne bo popustil glede obogatenega urana, ki še vedno ostaja v Iranu, ne bo popustil glede hormuške ožine. V redu, torej, veste, Irancem ne pušča veliko manevrskega prostora. V bistvu želi, da pridejo k njemu na kolenih in rečejo, v redu, karkoli želite, boste dobili. In potem bomo dosegli dogovor s pogajanji. Zdaj, če dobi ta dogovor, se postavlja vprašanje, koliko sploh ta dogovor velja. Ali je sploh vreden papirja, na katerem je natisnen. Ker so ti fantje v boju za preživetje.
Kdorkoli je trenutno na oblasti, se samo trudi obdržati oblast. Tako se lahko strinjajo z nekakšnimi pogajanji, samo da preživijo še en dan in da pride nekaj denarja nazaj v državo. A to še ne pomeni nujno, da bodo izpolnili, če sploh nameravajo izpolniti tisto, kar podpišejo in kar želi Trump. Alex, še ena novica o predsedniku Trumpu. Predsednik res ni zadovoljen z Nemčijo in kanclerko Merzovo tam. Poročila kažejo, da ZDA umikajo 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, potem ko je Merzova kritizirala vojno z Iranom in dejala, da so ZDA ponižane in nimajo strategije. Poglejmo si ta posnetek. Američani očitno nimajo nobene strategije in problem pri takšnih konfliktih je vedno ta, da ni dovolj samo vstopiti. Morate tudi znati izstopiti. Ne vidim, kakšno strateško rešitev za izhod so si Američani zdaj izbrali. Še posebej, ker Iranci očitno zelo spretno vodijo pogajanja oziroma zelo spretno sploh ne pogajajo. In pustijo Američane, da potujejo v Islamabad, nato pa odidejo brez kakršnihkoli rezultatov. Celoten narod je ponižan, predvsem strani iranskega vodstva, strani tako imenovanih revolucionarnih bogov. Torej, predsednik Trump res ni zadovoljen s tamkajšnjim kanclerjem Nemčije, Merzom. Ta teden je imel več objav na svojem družbenem omrežju Truth Social. Predsednik Trump pravi, da naj se Merz osredotoči na svojo državo, da želi, da bi Iran imel jedrsko orožje. Kaj menimo o tem morebitnem umiku vojakov? Govorimo o 5000 ameriških vojakih iz Nemčije. No, videl sem poročilo, da je predsednik objavil, da bodo dejansko umaknili precej več kot 5000 vojakov, mislim, da 5000. Govorite o približno 35 000 vojakih, ameriških vojakih nameščenih v Nemčiji. Veste, zmanjšanje za 5000 je pomembno, vendar to nujno ne bi drastično spremenilo razporeditve sil. To bi bilo kot simbolično zmanjšanje. Predsednik Trump namiguje, da bi lahko bilo veliko več kot 5000. In ne gre samo za Nemčijo, čeprav je Nemčija danes vodilna sila v Evropi. Ampak vidite, da je predsednik zelo nezadovoljen s premierjem Starmerjem v Združenem kraljestvu, s predsednikom Macronom v Franciji, kanclerjem Merzom v Nemčiji, prav tako pa je bil zelo nezadovoljen s Španijo. Na splošno ni zadovoljen z Evropo. In ljudje v Združenih državah govorijo o vsem denarju, ki ga ZDA dajejo Izraelu, kaj ne? Govorijo o 3,8 milijardah dolarjev na leto, o 38 milijard dolarjev vrednem memorandumu o soglasju. Koliko denarja porabijo Združene države za 5000 ali 35 000 vojakov na leto, ki so nameščeni v Nemčiji? In Nemčija je svetovna sila. Evropejci pa bi se morali znati braniti sami. To je denar Združenih držav, ki ga vlagajo v NATO in v vse te ameriške baze po Evropi. Tako drago je. Govorite o veliko večjem denarju, kot ga Izrael kdajkoli prejme od Združenih držav, in to za več velikostnih redov. In vendar se ljudje osredotočajo samo na denar, ki gre v Izrael, čeprav je na koncu prav Izrael tisti, ki leti ob boku Združenih držav. Izrael nikoli ne reče slabe besede o ameriški politiki, razen če gre za politiko, ki je neposredno v nasprotju s politiko Izraela. In tukaj imate kanclerja Merza, ki je bil pred 2 mesecema v Beli hiši in sedel poleg predsednika Trumpa. In mislil je, predsednik Trump je rekel lepe stvari o Merzu, ko je bil tam, in mislil je, da sta morda ti dve državi usklajeni. Morda naj bi bil Merz boljši od svoje predhodnice Angele Merkel. Ampak zdi se, da predsednik zdaj res ni navdušen nad nobeno izmed izjav, ki prihajajo iz Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Španije, skoraj od kjerkoli drugje na evropski celini. Alex, če se premaknemo na dogajanje tukaj v Izraelu, je premier Netanjahu dejal, da bo vsak trenutek sklical svoj varnostni kabinet, da bi razpravljali o situaciji z Iranom, morebitni ponovni vzpostavitvi vojne z Iranom in tudi o Gazi. Izrael trenutno ni zadovoljen. Hamas javno izjavlja, da se nočejo razorožiti. Vemo, da je bila to ena od klauzul v dogovoru, mislim, da je bila del druge faze, in sicer, da se mora Hamas razorožiti. In oni naravnost pravijo, da svojih orožij ne bodo predali. Tukaj je citat izraelskega vira, ki pravi, da Hamas ne izpolnjuje dogovora o razorožitvi. Nekateri glasovi, ki sem jih danes zjutraj slišal na izraelskem radiju, pravijo, da bi bil zdaj morda čas,
da Izrael močno udari po Hamasu, da dokončno uničijo, kar je od njih ostalo, ker se stvari ne premikajo naprej glede naslednje faze dogovora o premirju s Hamasom. Vse, kar ste videli, je, da ste se borili. Izrael se je boril v večfazni kampanji proti Iranu in vsem njegovim terorističnim posredniškim skupinam. To se je jasno začelo 7. oktobra z napadom Hamasa na Izrael, nato pa je Izrael odgovoril v Gazi in začel celotno vojaško operacijo tam. Ampak to smo videli do določene točke. Ko so bili v Gazi doseženi določeni premiki, je bila vprašanje Gaze postavljeno na stranski tir, saj se je Izrael nato začel resneje ukvarjati s Hezbolahom v južnem Libanonu. In potem je bilo tudi to vprašanje zamrznjeno in zdelo se je, da sta bili ti dve fronti v bistvu na tihem ognju. In potem ste imeli operacijo Operation Epic Fury in Roaring Lion v Iranu, tam ste imeli 6 tednov vojne. Potem se je odprla libanonska fronta, fronta Hezbolaha, ki je zdaj v Izraelu v premirju, a hkrati ni v premirju. V Gazi ste v premirju, vendar ne v popolnem premirju. Z Iranom ste v premirju, vendar tudi tam ni ravno premirje. Tako bi se lahko zdaj resnično razplamtel katerikoli od teh treh front. Trenutno se zdi, da je fronta Hezbolaha najbolj aktivna, čeprav naj bi bilo premirje. Rekel bi, da tam, veste, prejšnji teden in teden prej smo govorili o zgodovinskih pogajanjih med Izraelom in Libanonom. Ne zdi se, da bi bilo na tej fronti kakšnih novosti. In ker to ostaja, veste, v ozadju in ne vemo, kaj se bo zgodilo z Iranom, obstaja možnost, da bi se Izrael zdaj lahko vrnil v Gazo. Veliko vprašanje je, ali bi se Izrael moral vrniti v Gazo. Seveda Hamas ne izpolnjuje tega, kar se je zavezal storiti v okviru tistih 20 točk, ki so jih sprejeli ob premirju. In spet to je politika preživetja za Hamas, kaj ne? Strinjajo se s čimerkoli, samo da Izrael preneha z bojevanjem. V redu, torej so se s tem strinjali so se z razorožitvijo, da bo Gazo demilitarizirano, če se Izrael umakne. Zdaj, kar je naredil Izrael, kar mislim, da je bila velika zmaga, je bilo to, da so rekli, da se ne bodo popolnoma umaknili. Umaknili se bomo do polovice in ohranili nadzor nad 53% Gaze. In ne bomo se dodatno umaknili, razen če ne pride do obnove oziroma, oprostite, do demilitarizacije in razorožitve Hezbolaha. In ne bo nobene obnove v nobenem delu Gaze, dokler je Hamas še vedno tam. Zdaj bi lahko Izrael rekel, veste kaj? Še se nočejo razorožiti in če nočejo demilitarizirati območja. Torej bomo preprosto obdržali ta položaj, ki ga imamo, to je položaj moči, položaj, ki preprečuje, da bi katerakoli skupnost znotraj Izraela bila prizadeta zaradi dogajanja v Gazi. In preprosto pustimo Hamasu in prebivalcem Gaze, da životarijo v tistih 47% območja, ki ga nadzorujejo. Izrael bi lahko vstopil. Lahko bi obnovili vojaško operacijo, lahko bi začeli poskušati ciljati operativce Hezbolaha. Ampak kako Hezbolah deluje znotraj območja? No, veš, ljudi držijo pod nadzorom z možmi z mitraljezi in kaj počnejo? Skrivajo se v tunelih. Skrivajo se med civilnim prebivalstvom, skrivajo se v šolah, skrivajo se v mošejah, skrivajo se v bolnišnicah. Torej, če bi Izrael šel nazaj tja, da bi poskušal dobiti preostale puške, RPG-je, uničiti preostale tunele, ki so tam, bi se začeli spopadi znotraj naseljenih območij. Mislim, nočem jih imenovati mesta. Lahko bi šlo za šotorska taborišča, vendar bodo morali krmariti med tistim, kar bo mednarodna skupnost imenovala nedolžni civilisti, ki bodo v bistvu nudili kritje operativcem Hamasa. Tako bodo znova začeli poročati, da so ubiti nedolžni palestinski civilisti, da so ubiti otroci, kar bo za Izrael in mednarodno skupnost videti zelo slabo. In prav tako je verjetno, da bi lahko bili vojaki ranjeni. Torej, ali je vredno trpeti izgube med vojaki, da bi se znebili orožja, ki ga Hamas še vedno ima? Ali je vredno mednarodne obsodbe? Trenutno obstaja status quo in Izrael ne dobiva preveč pozornosti zaradi ohranjanja trenutnega stanja. Da ne omenjam, da bi morda Gazanci in Hamas morali izgubiti ozemlje, ki ga zdaj nadzoruje Izrael. Torej, če bi Izrael napredoval in enkrat za vselej uničil Hamas, kar bi imelo ogromno ceno, diplomatsko ceno, ceno življenj izraelskih vojakov, ki bi jih lahko izgubili,
Ali bi potem morali umakniti svoje sile z tega ozemlja? Morda je za Izrael bolje, da ostane v položaju, v katerem je zdaj. To so vse različne vrste premislekov, ki jih je treba narediti. In ne pozabimo, da potekajo vsi ti premisleki tik pred izraelskimi volitvami. Torej, kako se te odločitve uresničijo in kako izraelska skupnost te odločitve ter način njihove uresničitve sprejme? To bi lahko pomenilo konec Netanjahujevega mandata ali pa potezo, ki ga vrne na oblast za naslednja 4 leta. Torej, veliko je različnih dejavnikov. Gaza, Libanon, Iran, volitve. Vsi ti dejavniki delujejo skupaj. In Netanjahu je, lahko rečem, krmaril med vsemi različnimi premisleki različnih ameriških administracij, začetkom Bidenove administracije, potem Trumpom, Gazo, Hamasom, Hezbolahom, Libanonom, Iranom, Hutiji. Res je mojstrsko poskušal. Poskušal je mojstrsko krmariti skozi vse te zelo zapletene situacije. In jasno je, da delo še ni končano. Alex, ob vseh teh dejavnikih, ki si jih pravkar opisal, na vseh frontah, Gaza, Hezbolah, Libanon, Iran, ni dvoma, da se Izrael vojaško oborožuje za to, kar bi lahko sledilo. 2 tovorni ladji sta ta teden pristali v pristaniščih Ašdod in Haifa ter v 24 urah dostavili 6500 ton streliva in vojaške opreme. To je vojaška oprema iz Združenih držav Amerike, od njihovih dobaviteljev po vsem svetu. Spet ne morem z gotovostjo reči, kaj ima Izrael v načrtu, na katero fronto bodo šle te zaloge orožja, če sploh bodo. A Izrael se zagotovo pripravlja na to, kar bi lahko sledilo, in v tem primeru vojaško. Izrael se mora pripraviti na naslednjo vojno, kadarkoli že bo. Ta vojna je lahko že naslednji teden, prav? In obstaja velika možnost za to. Lahko bi bili v vojni v Iranu že naslednji teden ali v prihodnem tednu. Lahko bi bili v veliki kopenski operaciji v Libanonu v naslednjem tednu. Lahko bi bili v veliki vojni v Gazi znova v 1 ali 2 tednih. Prav, torej to je jasno. In lahko bi bili v veliki vojni na vseh 3 frontah. Vse bi lahko znova izbruhnilo. Prav, to je mogoče. Hkrati je tudi mogoče, kot sem rekel, da bi lahko stanje v Gazi ostalo nespremenjeno brez nove kopenske operacije. Lahko bi se približevali nekakšni dogovorjeni rešitvi in zamrznitvi večjih sovražnosti v Libanonu. In predsednik Trump bi se morda odločil, da ni v nikogaršnem interesu, da bi se znova zapletli v vojaški konflikt z Iranom. Toda te dobave, ki jih Izraelu zagotavljajo, so ključnega pomena za Izraelovo dolgoročno moč in stabilnost. Trenutno ste v ZDA v situaciji, ko imate predsednika, ki je tako naklonjen Izraelu, kot ga lahko sploh imate. Imate tako naklonjenega Izraelu državnega sekretarja, kot ga lahko sploh imate. Imate tako naklonjenega Izraelu ministra za obrambo, kot ga lahko sploh imate. In če preračunavate in gledate situacijo na obeh straneh političnega spektra, tako desno od predsednika, kakorkoli temu rečete, naprimer woke, prav, ta izolacionistični libertarec, prav, ali pa demokratska stranka, kjer je pravkar 40 senatorjev glasovalo. Ne samo, da so blokirali vojaško pomoč Izraelu, ampak tudi prodajo orožja Izraelu. Rekoč, ne želimo niti, da bi Izrael kupoval orožje od nas. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora Izrael najti način, kako razviti lastne proizvodne zmogljivosti za orožje, a v kratkem roku si moraš zagotoviti čim več zalog. Kupite čim več orožja, kot ga lahko trenutno kupite od Združenih držav. In ta grožnja vojne, ko smo še vedno sredi vojne, preden so vse fronte uradno zaprte, enkrat za vselej, je ravno prava priložnost, da si naberete čim več zalog. Zato to zdaj tudi vidite. To dejansko postavlja Izrael v zelo, zelo močan položaj. Ne samo, da lahko takoj ponovno začne konflikt z Iranom in njegovimi terorističnimi posredniškimi skupinami, ampak tudi ustvari izraelsko odvračanje proti katerikoli drugi frakciji. Kasneje naj bo to Turčija, naj bo to Egipt, kdorkoli bi to lahko bil v prihodnosti, naj bo to Al-Šara in njegove frakcije, Sirija, kdorkoli bi to lahko bil. Izrael ne bo nujno v varni soseski, tudi potem, ko bodo Iran in njegove posredniške skupine odstranjeni. Zato se moraš založiti, moraš biti močan. In Izrael to počne tako hitro, kot lahko, medtem ko na drugi strani poskuša ugotoviti, kako zgraditi zmogljivosti za samooskrbo v prihodnosti. Ker nikoli ne veš, ali se boš lahko zanašal na Združene države, ko bo ta predsednik zapustil položaj. Seveda, Alex,
Zdaj bi rad preusmeril našo pozornost na situacijo z Libanonom na izraelski severni meji. Ameriško veleposlaništvo v Bejrutu je prejšnji četrtek pozvalo k neposrednemu dialogu med Libanonom in Izraelom ter dejalo, da ima dežela Cedrov, torej Libanon, zgodovinsko priložnost, da ponovno pridobi svojo suverenost in oblikuje svojo prihodnost. Torej imaš to na eni strani. Kljub temu smo v zadnjih nekaj tednih imeli pogovore med Izraelom in Libanonom v Združenih državah, a hkrati dejstva na terenu kažejo, da Hezbolah napada Izrael, Izrael pa odgovarja. Tehnično gledano smo v premirju. Izraelske obrambne sile pravijo, da so vojaki v južnem Libanonu odkrili več kot 7500 orožij Hezbolaha. Hezbolah skoraj neprekinjeno izstreljuje rakete in eksplozivne drone, med tem tako imenovanim premirjem, ki ga Hezbolah tako ali tako ne priznava. V petek so izraelske obrambne sile odstranile teroriste Hezbolaha, ki so se približevali vojakom v južnem Libanonu in uničile več kot 50 infrastrukturnih objektov Hezbolaha. Torej, tudi ob tako imenovanem premirju poteka skoraj neprekinjeno veliko dogajanja med Izraelom in to teroristično organizacijo Hezbolahom v južnem Libanonu. Dobro se lahko trdi, da je predsednik Trump pritisnil na Izrael, da je vstopil v premirje v južnem Libanonu, še preden so menili, da so pripravljeni na to premirje. To pomeni, da je bilo na voljo več obveščevalnih podatkov o več tarčah in več zmogljivosti za oslabitev Hezbolaha. Zdaj ima predsednik prav in tudi Izrael je to prepoznal, da imate zgodovinsko priložnost z oslabljenim Hezbolahom, da sklenete nekakšen dogovor z vlado Libanona. In Izrael je zelo jasno povedal, da vlada Libanona ni sovražnik Izraela. Hezbolah je sovražnik Izraela. Hezbolah je tudi sovražnik libanonske vlade. Če Hezbolah ne bi bil tam, bi Libanon lahko zlahka sklenil nekakšen dogovor o normalizaciji odnosov z Izraelom. Seveda je to priložnost omogočila oslabitev Hezbolaha in tako je Hezbolah, ki je zaradi oslabitve omogočil to priložnost za pogajanja. Čeprav so oslabljeni, še niso povsem izločeni. Zato bojo še naprej poskušali spodkopavati ta pogajanja z obstreljevanjem Izraela. In ko streljajo na Izrael, kaj bo naredil Izrael? Izrael bo odgovoril z ognjem. Ko Izrael odgovori, upa Hezbolah, da se bo libanonska vlada razburila. Medtem pa bolj, ko Izrael izčrpava Hezbolah, večjo uslugo dolgoročno pravzaprav dela libanonskemu ljudstvu in libanonski vladi, tudi če se na kratek rok morda ne zdi tako. Odprava Hezbolaha bo koristila celotni regiji, predvsem pa libanonskemu ljudstvu. Drugi del tega je, da obstaja nova definicija prekinitve ognja, prav? Ker prekinitev ognja pomeni, da bodo sovražniki iranskih terorističnih proksijev morda malo streljali, vendar ne bodo napadli Izraela s polno silo. In Izrael bo izvajal ciljno usmerjene operacije. Videli smo, da je predsednik dejal, da je prosil Izrael naj ne uničuje celotnih stavb, naj bo morda nekoliko bolj previden. Veste, to je preprosto. Samo govorjenje, ne? Predsednik razume, da je v interesu vseh, da Izrael še naprej slabi Hezbolah. In upamo, da bo na koncu iz tega izšel nekakšen zelo zgodovinski dogovorjen sporazum. Ampak šele, ko bo delo opravljeno. In to šele, ko Hezbolah ne bo več mogel imeti moči, da bi resnično ugrabil libanonsko vlado in libanonsko ljudstvo, ter tudi ogrožal Izrael. Aleks, pojdimo nazaj v Gazo, če lahko. Prejšnji četrtek je 175 ljudi, ki jih nekateri imenujejo aktivisti, jaz jih sploh ne bi imenoval aktivisti, jaz bi jih imenoval sovražniki Izraela, kriminalci, zabavljači. To je v resnici to, kar so. Iskali so zabavo na 22 čolnih kot del te flotile za Gazo, pri čemer so trdili, da so tam, da bi razdelili pomoč. Zajela jih je izraelska vojska v bližini otoka Kreta. Po zadnjem poročilu so danes dva voditelja te skupine odpeljali v Izrael na zaslišanje. Veleposlanik Mike Huckabee je to poimenoval kondomsko križarjenje. In razlog je, ker so vojaki IDF, mornarji, ko so šli na ladje, videli kondome, ki so jih tam razdeljevali ljudem. Droge. Trde droge. Mislim, to je bila križarjenja za zabavo. To je v resnici to, prikrito kot neka humanitarna operacija, pri čemer Mike Huckabee pravi, da so oni koristni idioti. Čolni so polni koristnih idiotov. To je le predstava. In morda najpomembneje,
To je dogodek flotila, ki jo sponzorira Hamas. To, da izraelska mornarica zasega vse čolne in aretira voditelje. Videli bomo, kako bodo te ljudje, domnevam, dobili sendvič in bili na koncu poslani domov, ampak to je tisto, kar vidimo tukaj. In seveda je Izrael tisti, ki je postavljen na zatožno klop. To smo videli znova in znova. Obtožbe, da Izrael ne ukrepa, da krši mednarodno pravo, da zasega te čolne, kar je popolnoma neresnično. Ampak to je ogromen medijski spektakel okoli razmer v Gazi na tem kondomskem križarjenju. Všeč mi je to ime. Pravna flotila. To je razburljiv konec. Kaj bomo tukaj rekli? Uporabili bodo vsak spektakel, vsak trik, ki ga lahko, da bi poskušali diplomatsko škodovati Izraelu. Mislim, da je Izrael tukaj upravil odlično delo. Postajajo veliko pametnejši glede tega, kako lahko zbirajo informacije, uporabljajo drone in zelo, zelo enostavno prestrežejo te flotile. Ne dovolijo jim, da bi se približali izraelskim mednarodnim vodam. In to je izraelska mornarica, ki tukaj opravlja odlično delo, da prepreči ta spektakel. Absolutno. Bili bi malomarni, če ne bi omenili tega križarjenja, ljubezenske ladje, kot ti pravite tam, kjer ti protiizraelski antisemiti poskušajo ostati na njej. Ogrešali smo Greto. Je bila tukaj? Na tej ni bila. Morda na naslednji. Prepričan sem, da nikoli ne bodo odnehali s svojo smešnostjo. Ampak poglejmo notranjo politiko tukaj v Izraelu v preteklem tednu. Imeli smo nekdanja premierja Naftalija Beneta in Jairja Lapida, ki sta napovedala združitev svojih strank v skupno listo imenovano Bajakat. Ali skupaj, da združite sredinsko opozicijo in izoveta premierja Benjamina Netanjahuja. Tako sta se dva nekdanja premierja ponovno združila. Še vedno ni jasno, kdo se bo še pridružil vodstvu te stranke. Kaj pa lahko sklepamo o tem poskusu strmoglavljenja trenutne vlade tukaj v Izraelu? No, to vidimo. Moram reči, da je treba biti pošten. Strmoglavljenje preko volitev z oblikovanjem te stranke. Prav, to je volilni trik in v Izraelu pravijo pem šliši glida, tretjič sladoled. V ameriški angleščini bi rekli, v tretje gre rado. Leta 2013 je predsednik vlade Netanjahu zmagal na volitvah. Naftali Bennett pa je takrat kandidiral kot vodja desničarske stranke Jamina. In namesto, da bi oblikoval desničarsko vlado z verskimi strankami, je Bennett sodeloval z Jairjem Lapidom iz stranke Yesh Atid, ki se je na teh volitvah prvič resno pojavila na političnem prizorišču. In je rekel, edini način, da pridem v vlado, je, če pripeljete Lapida zraven. In tako se je tudi zgodilo. Netanjahu ni šel s svojimi naravnimi partnerji, ker je potreboval Benneta in njegovih nekaj glasov. In tako ste takrat dobili Lapida. In Lapid je takrat postal finančni minister, kar je bila poteza Netanjahuja, saj Lapid v resnici ni imel nobenih kvalifikacij za finančnega ministra. Ampak tako se je takrat zgodilo. In to je oblikovalo Netanjahuja. To je Netanjahuja prisililo, da je oblikoval manj ugodno vlado, ki je vključevala tudi leve elemente. In potem smo to ponovno videli v zadnjem volilnem ciklu, mislim, da govorimo o obdobju pred 4 ali 5 leti, ko Bennett je kandidiral na desnici. In potem, namesto da bi sedel z Netanjahujem, katerega stranka je imela 30 sedežev, torej 13 sedežev prednosti pred Yesh Atidom, ki je bila druga največja stranka s 17 sedeži, Bennett je se spajdašil z Lapidom, da bi postal predsednik vlade. In takrat je imel Bennett 5% glasov volivcev. In se, po mojem mnenju, zelo sebično strinjal, da postane predsednik vlade. Z uporabo pol mandata Jairja Lapida, potem ko je parlament preprečil Netanjahuju, da bi presegel ta prag. Imeli so 59 sedežev. In preprečili so Netanjahuju, da bi oblikoval vlado. In tako je Bennett postal predsednik vlade. Ko je Bennett to storil, je kandidiral na platformi desničarske stranke. In tako je vzel glasove, ki so prihajali iz desnega krila izraelske javnosti. Obljubil jim je, da nikoli ne bo šel v rotacijski sporazum z Lapidom.
Selo podpisal je dokument v živo na televiziji, v katerem je izjavil, da ne bo šel v noben rotacijski sporazum z Jairom Lapidom. In potem seveda po volitvah je Bennett to tudi storil, torej je vzel glasove z desnice in jih prinesel levici. In ko je skupaj z Lapidom oblikoval to vlado, so bili v njej vsi levičarski poslanci. Prvič v zgodovini Izraela pa je bila vključena tudi proticionistična arabska stranka. In to je pomenilo, da je bil Likud izključen, da so bili verski cionisti izključeni, da je bila verska desnica izključena. Tako je Bennett vzel svoje nekaj desničarskih glasov in se spajdašil s celotno levico, da bi Netanjahuja odstranil z oblasti. Zdaj pa mislim, da Bennett dejansko upravlja izjemno uslugo, ker ves čas poudarja, da je desničar. Pravzaprav pravi, da je bolj desno usmerjen kot Netanjahu. Ampak od začetka pravi, da ne samo, da bi šel v koalicijo z Lapidom, ampak da bo skupaj kandidiral z Lapidom, kar pomeni, da nihče, ki je verjel, da je Bennett resničen desničar, ne bo glasoval zanj. Ne bo več mogel vzeti nobenega sedeža desnici, ker se desnica počuti zelo razočarano zaradi Naftalija Bennetta, zaradi tega, kar je Bennett že velikokrat naredil v preteklosti, to je, da je pobral glasove na desnici in se nato premaknil na levo. Medtem pa ankete kažejo, da bi lahko Bennett na volitvah dobil celo do 20 ali 25 sedežev. Moja napoved tukaj je, da se bo, ko se bomo približevali volitvam, položaj Bennetta v anketah drastično poslabšal. Medtem pa anketa Šulma Filberja na kanalu 14 kaže, da Bennett nima niti približno toliko sedežev kot po anketi kanala 12 levičarski anketi. Celotna levica si želi, da bi bil Bennett predsednik vlade, ker to pomeni, da Netanjahu ni. Levica razume, da nima dovolj glasov, da bi prevzela vlado. Edini način, da dobijo nekoga drugega kot Netanjahuja, je, da pride iz desnice. Zato upajo, da je Naftali Bennett njihov človek, ker je pripravljen sodelovati z njimi. Ampak spet v tem trenutku Bennett ne bo prinesel nobenih desničarskih glasov, nobenega pomembnega števila desničarskih glasov opoziciji. Torej, veste, v tretje gre rado tukaj. Mislim, da to ne bo doseglo tega, kar sta Bennett ali Lapid želela doseči, ampak veste, morali bomo počakati in videti, kako se bodo stvari razpletle po volitvah. Tako da bom kar označil, ko bodo volitve končno prišle, pa naj bo to oktobra ali prej, tvojo napoved, da bo stranka Naftalija Bennetta izgubila, glede na predvideno število sedežev v Knesetu. Tako da bomo morali to pogledati, se vrniti k posnetku. Ampak zdaj bi se rad posvetil tej Twitter vojni med Ukrajino in Izraelom. Pretekli teden je ukrajinski predsednik na X obtožil Izrael, da sprejema ukradeno žito od Rusije. Ni imel nobenih diplomatskih posvetovanj. Ni se zasebno lotil te zadeve, niti ni poklical svojega partnerjev tukaj v Izraelu, da bi razpravljali o situaciji. Oglasil se je na Twitterju, zunanji minister Gideon Car pa je odgovoril, da bi pričakovali vložitev pravne zahteve, preden bi tvitali, da bi prišli do dna tej zadevi. Kaj vemo o tem ukrajinskem napadu, rekel bi, proti Izraelu, v zvezi z možnostjo, da gre za žito, ki naj bi ga ukradla Rusija? Zakaj sploh govorimo o tem? Kakšna je tukaj zgodba? Mimogrede, naš prijatelj Eugene Kontorović, strokovnjak za mednarodno pravo, je dejal, da Ukrajina ni ničesar povedala Turčiji ali katerikoli drugi državi v EU glede domnevam prevzema blaga iz Rusije. Ukrajina se je s temi obtožbami resnično osredotočila izključno in samo na Izrael. Prav, točno tako. Torej, Rusija v bistvu zaseda dele Ukrajine. Ukrajina je zelo bogata z pšenico, pravzaprav Izrael presenetljivo veliko svoje pšenice uvaža iz Ukrajine. In to je drugič v zadnjem, mislim, letu ali dveh, da Ukrajina to predlaga. Ladja, za katero menijo, da prevaža ukradeno žito, je pristala v pristanišču Haifa. Veste, zunanji minister Gideon Car pravi, kakšen je vaš dokaz, da je to ukradeno žito? In zakaj se ti pogovori najprej odvijajo v medijih in na družbenih omrežjih, namesto po diplomatskih poteh? Medtem pa so, kot je opozarjal tudi Eugene Kontorović in drugi, ladje z teh območij plule po vsem svetu. In edina država, ki se zdi, da je tukaj izpostavljena, je Izrael. In mislim, da je Kantarović nadaljeval in dejal, da to tudi predlaga.
Razlog, zakaj Ukrajina dejansko izpostavlja Izrael, je, da bi Evropejcem dala povod za poziv k sankcijam proti Izraelu, kar je nekaj, kar si Evropejci želijo storiti. Torej, mislim, da moramo izvedeti še nekaj več o tem, kaj se tukaj dejansko dogaja. Kaj je vir tega žita? Kdo so prodajalci tega žita? Ali te prodajalci žita prodajajo tudi drugim državam, ali so bile druge države izpostavljene? Kaj je v resnici v ozadju tega? In nisem prepričan, ali bomo v prihodnjih tednih izvedeli kaj več o tem. Lahko bi bilo, da bo to ena tistih zgodb, ki preprosto zbledi v ozadje novic, kot se je zgodilo prvič, ko je bila ta tema izpostavljena pred 2 letoma. Ali pa smo morda sredi velikega diplomatskega incidenta. Moj občutek je, da verjetno v prihodnjih tednih o tem ne bomo slišali veliko več. Ostanite z nami glede tega. In Aleks, preden zaključimo, še ena zadnja stvar. Nažalost se je znova izkazalo, da ni varno biti Jud nikjer na svetu, resnično. Nažalost, zaradi realnosti, v kateri živimo, v tej nori realnosti, kjer smo bili napadeni 7. oktobra, se velik del svetovne skupnosti obrača proti Izraelu, proti judovskemu narodu. In govorim prav o terorističnem napadu v Golders Greenu v Londonu, ki se je zgodil to sredo. 2 osebi, 76-letnik in 34-letnik, 2 Juda, sta bila zabodena v terorističnem napadu v Londonu. Izraelski predsednik Icak Herzog je dejal, da je zgrožen nad še enim nasilnim napadom na Jude sredi belega dne na ulicah Londona. Aleks, to vidimo znova in znova. Washington, London in povsod vmes, kjer so Judje napadeni, ker je videti, da so Judje, vidite lahko, da nosijo kipe, vidite lahko, da so Judje in so napadeni po vsem svetu. No, v Angliji živi približno 250 tisoč Judov. In britanski Judje, s katerimi govorim, se kot Judje, ki živijo v Veliki Britaniji, počutijo veliko manj varne kot v preteklih letih in zagotovo v preteklih desetletjih. In mislim, da se bo Izrael pripravljal na velik priliv. Izrael je imel te valove priseljevanja. Imeli smo valove priseljevanja iz držav nekdanje Sovjetske zveze v poznih 80. in 90. letih. Skozi leta ste imeli veliko priseljevanje iz Francije, čeprav je v Franciji še vedno zelo velika francoska skupnost. Veliko jih je, morda četrtina do polovica vseh francoskih Judov je že prišla v Izrael. Niste jih videli toliko. Mislim, čeprav imamo nekaj britanskih Judov, ki delajo pri JNS, ampak mislim, da boste začeli opažati vse večje število Judov iz Združenega kraljestva, ki se bodo preselili v Izrael, ker v Združenem kraljestvu ni več varno. Vlada tam ne naredi dovolj, da bi zaščitila judovsko skupnost. Veliko Judov trdi, da tudi izraelska vlada obtožuje britansko vlado, da ne naredi dovolj. Ko dovolijo te pro-palestinske proteste na ulicah Londona, ko dovolijo pozive od reke do morja Palestina bo svobodna, ti protesti vodijo v nasilje. Nekateri ljudje to imenujejo spodbujanje k nasilju. Ne vem, ali gre za neposredno spodbujanje nasilja proti Judom v Združenem kraljestvu, ampak to se dogaja. In tega ni več mogoče olepševati. Veliko Judov, pa naj bo to v Leedsu, v Manchesteru ali v Londonu, se preprosto ne počuti varno. Prišlo je do številnih napadov na Jude, na judovske ustanove, na sinagoge. In na koncu mislim, da bo veliko članov te skupnosti spoznalo, da ni več varno in da je čas, da se spakirajo in preselijo v Izrael. Torej, Aleks, to je Združeno kraljestvo. Ampak dovoli mi, da te to vprašam, preden zaključimo. Se trenutno počutiš varno v Združenih državah? Obiskuješ ZDA kot navzven prepoznaven Jud? Si nekoliko bolj zadržan kot pri prejšnjih obiskih? Ali pa misliš, da je vse dokaj varno in se trenutno počutiš samozavestno? No, veš, pred nekaj urami sem pristal tukaj v Bostonu in kmalu bom v New Yorku, Filadelfiji in New Jerseyju. Veš, mislim, da veliko Judov pravi, da nočejo nositi kipo na glavi po ulicah Manhattna in zagotovo ne v podzemni železnici. Jaz sem tak tip človeka, da vedno nosim bejzbolsko kapo ali kapo. Ne nujno zato, ker bi skušal skrivati svojo vero, ampak ker sem že kot otrok, še preden sem nosil kipo zaradi las, vedno nosil kapo.
Rad imam kape. Vedno sem jih nosil in jih še vedno nosim. In tudi, veš, rad se nasplošno gibljem naokoli neopazno. Veš, osebno se nisem nikoli počutil ogroženega, ampak gre za kombinacijo po eni strani antisemitizma v New Yorku, po drugi strani pa tudi vse več brezdomstva vidiš po ulicah, še posebej v mestih, vedno več duševno bolnih ljudi na ulicah. Torej je včasih to motivirano z antisemitizmom, včasih pa preprosto vidiš, da nasilni kriminal v mestih narašča in običajno obstaja povezava med nasilnim kriminalom in antisemitizmom. Zdi se, da naraščata skupaj. Veliko Judov ima občutek, da so zlati časi ameriške judovske skupnosti za njimi. In situacija morda ni tako slaba kot v Združenem kraljestvu ali v Parizu, vendar ni več takšna, kot je bila. Začenja se zdeti, da ni več dobro. In ljudje zato krivijo Izrael, mislim, da je to absurdno. Res tako mislim, da nima nobene zveze s tem. Ljudem ni mar, kaj se dogaja v drugih državah. Poglejmo samo, kot ste omenili v zadnji zgodbi, omenili smo rusko žito v Ukrajini. Ljudje v Ameriki ne ubijajo ali napadajo Rusov na ulicah zaradi tega, kar je Rusija naredila v Ukrajini. V Združenem kraljestvu ljudje ne napadajo Rusov zaradi dejanj Vladimirja Putina. Samo ko gre za džud, se ljudje obrnejo in rečejo, no, moramo napasti džud. In potem rečejo, zaradi dejanj Benjamina Netanjahuja, kaj ne? Češ, nisem antisemit. Nisem proti Izraelu. Sem samo proti vladi Netanjahuja. No, če si proti vladi tuje države, to še ne pomeni, da bi napadel ljudi, ki imajo isto vero kot predsednik vlade te države, če ti ta predsednik vlade ni všeč. To je antisemitizem, čisto preprosto. In žal, da antisemitizem narašča. Vsaka anketa, vsaka raziskava, vsaka študija, ki pride ven, dokazuje, da antisemitizem v ZDA narašča. Količina varnosti, ki je zdaj potrebna okoli judovskih ustanov, je preprosto ogromna. Ni dovolj denarja, da bi zaščitili vse judovske ustanove, ki jih je tukaj treba zaščititi. To je zelo, zelo žalostno stanje. Naprimer, cerkve ne potrebujejo takšne varnosti, kot jo potrebuje judovska ustanova. Ne vidiš, da bi katoliška šola potrebovala enako varnost kot judovska javna šola v Ameriki. Torej, ja, antisemitizem se vsekakor povečuje in to je zelo zaskrbljujoče. In naj dodam še to, Izrael izvaja legitimno samoobrambo v nasprotju z dejanji drugih držav, a pri drugih državah je popolna tišina, medtem ko se Izrael brani. In smo, žal, zaradi antisemitizma tarča jeze mnogih tam zunaj. In ob tej priložnosti, Alex, bilo je lepo govoriti s tabo. Naslednji teden bova ponovno govorila v tem formatu, ko boš ti v tujini, v ZDA. Jaz bom, če Bog da, tukaj v Jeruzalemu, Josh Haston, JNS Novice, JNS TV, Aleksej Trejman, direktor JNS, je tam v ZDA. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj na JNS TV, našemu tonskemu tehniku Juriju Streckemu, vodji postaje Barbari Kamenov, naši producentki Zaku Sikermanu, Rajanu Livšice in vsem ostalim na JNS TV. Poskrbite, da se naročite in nam na YouTubeu namenite tudi posebno zahvalo. Obiščite jns.org za najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Želim vam odličen teden vsi skupaj.